Živijo in dobrodošli spet nazaj v nov vlog. Kaj izgleda moj make-up? Izgleda v redu? I don't know. V glavnem, danes delam tradicionalen video, kjer vam pokažem mojo knjižno polico. Zdaj, jaz imam tehnično 3 knjižne police. Tukaj so moje najljubše knjige. Oziroma, najnovejše pa najljubše. Ali pa tiste, ki izgledajo dobro za backdrop. Potem imam v sobi, v spalnici imam še eno knjižno polico, kjer so večinoma stare knjige. Tiste knjige, ki so tam, verjetno lahko vidite v teh prvih vlogmasih ali pa pač par let kasneje, ker vse knjige sem definitivno že pokazala, ki so tam. Potem tretja polica je pri moji mami doma, tam sem tudi, mislim, naenkrat že snemala, pa pol še ena četrta polica, ki pa so na pol najnovejše knjige, pa jih moram še sem prinesti. Tisto bom mogoče v enem vlogmasu pokazala, ampak za danes dajmo se lotiti samo tele police, pa dajmo pogledati, kere knjige sem kaj prebrala letos, ali bi jih mogla prebrati in ki jih bom prebrala v letu 2026. V 2025 sem jaz bila ful pridna, kar se tiče branja, mogoče naredim celo enkrat video, kere knjige vse sem prebrala v 2025. Je pa res, da sem veliko knjig prebrala iz knjižnice. Dejansko te, da bi tukaj lahko pokazala, kere knjige vse sem prebrala, večino teh knjig, ki so tukaj, jih še nisem prebrala. Zdaj za 2026 se pa odločila, da bom končno začela brati te knjige, ki jih imam doma. In ne bom hodila toliko v knjižnico, ker it's an obsession, jaz obožujem knjižnico. Dajmo kar začeti. Zdaj začela bom s temi knjigami, ki sem jih kupila na knjižnem sejmu, ker vam nisem pokazala in ker knjižni sejem je bil zelo na zadnje pač začetek meseca. Prva je tale His Grace the Duke, zaradi tega, ker imam trenutno obsesijo z historical romance novels, whatever this is. To je v bistvu vse iz moje ljubezni do Pirati iz Kariba, ok? V to se je razvil zdaj. In potem še eno podobno knjigo sem kupila, to je pa to Jodie Ellen Malpass, Ena noč z vojvodo. Zakaj ne v angleščini? Zaradi tega, ker mi je zabavno, kdaj pa kdaj še kaj v slovenščini prebrati. Rada imam take knjige. In tudi v knjižnici sem si jih veliko takih sposodila, ampak se mi zdi, da tiste, ki so že malo starejše, so tako slabo napisane in zelo hitro padajo v tek zelo cheap writing. Te dve pa bomo videli, kako bojo. Potem sem vzela na knjižnem sejmu še tale Ruthless Creatures, ki nimam pojma, kaj je. Vzela sem jo zaradi tega, ker se mi zdela lepa, zato ker bo mogoče zanimiva. Čist nič drugega ne vem o tem, da če kdo kaj ve, naj mi napiše spodaj. Potem sem pa dobila še eno priporočilo za eno knjigo, tole je pa Vedno sva živeli v gradu, ki bo verjetno prva knjiga, ko jo bom prebrala v 2026, ker je at the top of my list. Zdaj pa to je bilo to za letošnji knjižni sejem. Nisem veliko kupila, ker imam čisto preveč knjig tukaj zadnji, ki jih še moram prebrati. Potem imam tule od Oliverja Bowdna, pod črno zastavo. Obviously sem jo že prebrala, ampak bi rada še enkrat. Jaz sem ta problem, da pač imam tukaj enih knjig in pol enih preberem večkrat, which is not great, ampak it's pirates. Potem pa imam The Perfect Wife, to ne vem, če sem že daj kazala. Je posebna zaradi tega, ker je pisana v drugi osebi, kar je zelo spominja me na fanfiction. Nisem jo še začela brati, ampak po moje bo zanimivo. Nikoli v lifeu nisem brala knjige, ki bi bila napisana v second person. Povejte mi, če ste jo vi, prosim, ker me ful zanima. Potem imamo tule knjigo spet od Jodie Ellen Malpass, tole sem dobila zraven Cosmopolitana. Ne, zraven One Plus sem dobila tole ta mesec, tako da ni bila zares kupljena zato, ker bi me zanimala, ampak glede na to, da je Britanec in I like myself a British man, verjetno prebrala. Pa imam pa tole je bilo zelo na moji mizi, John Suchet. Zaradi tega, ker pride čez en teden nova serija ven o Mozartu in sem to knjigo neki za eno fotko potegnila. Tako da, look at my handsome little husband right there. Zdaj pa se lotimo tele police tukaj zadnje. Gremo kar po vrsti. Tole je Crossed, to je ta serija Never After series. Zdaj sem prebrala že 2 ali 3. So mi dobre, ampak se mi zdi, da zelo hitro postanejo repetitive. Ta Notre Dame thing. Aha, tudi še nisem do konca prebrala. Tako da 2,5 sem prebrala. Samo moram nadaljevati, ne, nekaj druga sem začela brati in to sem pozabila na to. Naslednja je How to Think Like Sherlock, to sem definitivno že daj kazala. Ta je tukaj zato, ker je pač Sherlock. Tudi ta je tukaj zaradi tega, ker je obviously Benedict Cumberbatch. Je tukaj, ker je Sherlock. Res jo moram, ker I will love it. Tukaj imam moje 2 Sherlock mange, kar je one of the best things I own in je dejansko A Study in Pink pa The Great Game. Kaj ne rečem, fucking Sherlock Holmes manga je. Dude, jaz ne berem mang, zdi se mi malo cringe. Ampak Sherlock manga?
Tukaj imamo moje neke vintage knjige, tole je slovo Sherlocka Holmesa, zelo lepa knjiga, dobro ohranjena, very old Sherlock. Imam par teh starih knjig dejansko, ko sem jih tek nabrala iz thrift shopov, second hand bookshops, no. Gledam Ian Fleming, James Bond, Casino Royale je v slovenščini. Pust sem si želela to imeti, ker je več sam tek, but crazy, tole je iz leta 1972. Tale Sherlock je pa iz 1963. Potem imam tule Ian Fleming, James Bond, For Your Eyes Only. Ta je v angleščini. In je iz leta 1956. Meni je to fascinantno. Potem je tukaj The Life of Ian Fleming, kar nikoli Life ne bom prebrala, ampak je spet zanimivo, ker je ful stara knjiga. In ta je iz leta 1968, 66. In pa še zadnja je pa Pozdrav iz Rusije, 1972. V glavnem, to je moj mali James Bond collection, ki ga imam. Imam še druge James Bond knjige, ampak te so pač te kao, več originals. Naslednjo so spet Sherlock mange, ki sem jih kupila na japonskem. Tole je A Scandal in Belgravia, ki je moj najljubši, in pa The Blind Banker. Tako da imam quite the collection Sherlockovih mang. In isn't this amazing, dude? Pač, to je najboljša stvar na svetu. Sherlock mang, oh my god, look at that. I love them so much. Pa imam pa tole, to sem pa kupila leta in leta nazaj v Londonu, v Sherlockovem muzeju, v 221B Baker Street, kjer je pač dejansko muzej. Ampak sem bila pol leta kasneje še parkrat v tistem muzeju in dejansko zdaj ni več nobenega sajna, da je ta serija kadarkoli obstajala tam. Včasih je bilo pa tek res, it was a lot about Benedict Cumberbatch in je kar malo žal, da ni več, no. Potem imamo Agatha Christie Skrivnostne ure. Ne vem, ker je Agatha Christie in to je tak pač, you just gotta have that. Pa imam pa tukaj mojo kolekcijo Wordsworth Editions. To sem si enkrat kupila, zato sem hotela imeti lepo na polici in je pač cela kolekcija. In so pač same neke angliške klasike. Anyway, zelo je randomni sirena tulila, kjer ni sobota. In tulila je ono, super. We might die. Jaz moram prvo končati ta video. V glavnem tukaj imam James Joyce, Gustave Flaubert, ne vem, kaj se to reče, Virginia Woolf. Kje bi mogel biti še Pride and Prejudice, but it's not here. Po moje je tam, ampak te sem že enkrat kazala, te da ne bom zdaj še enkrat vseh. Te so res tukaj, zato ker so lepe. Imajo pa full annoying font, tako da ne vem, če jih bom daj prebrala. Potem imamo tukaj Metro 2033. Po moje bi mi bila super, ampak jaz tako nočem krekati tega spajna tukaj in je pač ne moreš še drugače brati in zato se malo bojim te knjige. Pol je tukaj ena mojih najljubših knjig, to je Dekle z vsemi darovi od M.R. Carey, ki sem jo brala v Londonu. Oh my god, 10 let nazaj bo moje. In ne vem, ta knjiga me zmer spomne na Endless Hours na londonski podzemni, ko sem brala to knjigo. In zato je amazing. Ne vem, pa tudi knjiga, drugače in itself je amazing. Tole, Da bi lahko živela, od Yeon-mi Park, ki je zbežala iz Severne Koreje. Še dva Jamesa Bonda. Ok, tudi v slovenščini. Tole je Živi in pusti umreti v slovenščini, ker meni je full fora, da imam dejansko te knjige v slovenščini. Mislim, ne vem zakaj, pač meni je to the best. In potem tule še Vohun, ki me je ljubil. Isto James Bond. Potem imam tukaj eno kolekcijo knjig, ki jih tudi nisem prebrala, od Adama Silvera. Zaradi tega, ker so prežalostne, ker sem eno začela brati in je bila sad as fuck in sem bila tek, I can't do this right now. Jih bom definitivno enkrat prebrala. Zdaj sem in a better place, tako da verjetno bi jih lahko zdaj začela brati. Potem imamo tukaj škatlo od iPhona in pa eno od knjig, ki mi jih je zadnjič moj fotor prinesel in to je Somrak manga. Halo? Pač, jaz sem toliko srečna, ko mi je to prinesel. To je ena najboljših knjig, ki jih imam. Tole je Nepremišljena, ki je drugi del od Nemočna. Nisem jih še prebrala. Ne vem, zakaj ne berem teh knjig, zakaj grem bolj vedno v knjižnico si nekaj sposoditi in pol, ne vem, moram se malo v roke primiti pa dejansko pač prebrati te knjige, ki jih imam doma. Ker mi je toliko grozno, da pol grem s kom v knjigarno pa rečem, da mi priporoči kako knjigo. In reče, to si kupi. In jaz tek, sam je že imam. Je zelo fajn, da jo preberem, a ne? Fantasma, tole imam v angleščini, ker sem jo kupila prednje slovenska prišla v knjigarne. Zdaj, a bi preferirala, da imam slovensko, ne vem, zakaj imam fora slovenske knjige imeti
ne vem, meni je slovenščina zelo všeč kot jezik. Takič, ko sem v Felixu razmišljala, da bi si kupila slovensko, ampak ne bom imela dveh istih knjig, tako da I guess jo bom prebrala v angleščini. Tole je Lights Out, to sem enkrat kupila randomly v Avstriji in je pač nek dark romance stuff, ne vem, I guess. Nisem je prebrala, mam jo sam. Tole je Adelinina senca, mam tudi drug del, toto sem prebrala glih 1 leto nazaj. Moje mnenje o tej knjigi, tako res ne znam opisati. Te dark romance knjige, ne guilty pleasure, ker ni zares pleasure. Sam take, did someone really write this? Is this a joke? To imam, sem ko slovenščini, še malo bolj cringe. Ampak imam in zdaj moram prebrati še drugi del. Potem imam tukaj le Patrick Melrose, predvsem zaradi tega, ker je bila serija, kjer je igral Benedict Cumberbatch in potem sem videla knjigo in sem rekla, to mora imeti. Ready Player One, ki je tudi bil film v angleščini, ne vem, a obstaja v slovenščini, ful bi rada imela v slovenščini, če bila v slovenščini bi danes kaj prebrala. Še ena knjiga, ki je pol postal film, je Bullet Train. Tole je Funny You Should Ask, zaradi tega, ker sem bila novinarka in nek celebrity crush, ki naj bi igral novega Jamesa Bonda, se zaljubita. To je knjiga, kot da bi jo jaz napisala. Tole je nek journal style. Agatha Christie spet, tole je Zlo pod soncem. Hočem imeti vse Agatha Christie knjige v slovenščini. To so knjige, ki sem jih kupila tudi v Londonu, so Supernatural books. 3 imam, ena je Cold Fire, Mythmaker, pa Heart of the Dragon. Napišite mi dol spodaj, a ste a Sam person, ali ste Dean person. Jaz sem Sam person, obviously. Imam tukaj na mojo kolekcijo Mickey Miško, oziroma ne, tudi to je moja kolekcija Jaka Racmanov, ker zdaj so, ne vem. Mickey Miška so une poceni, thin paper, whatever, A4 revijice, medtem ko te Jaka Racmani so pa orange knjigice in ne berem jih zares redno, ampak jih pa zbiram. Sicer sem jih zdaj že par falila, kar mi je ful žal, ker bi res rada imela celo kolekcijo. Od začetka mi je res ful dobro šlo, tek do 10. Pa 11 nimam in pol me je pač kar minilo, ko sem tek, ok, fuck this shit then. Imam še nekega starega, cela žepna knjiga, ne vem, tudi je Mickey Miška, whatever, Jaka Racman. Jaz sem to ful brala, da sem majhna. Po moje znam te stvari na pamet. I love this shit, kakor lahko vidite, je zelo well loved. Je pa tole bilo dejansko second hand, ker je tole prišlo ven 95, jaz sem pa rojena 97, da sem to pač dobila od nekoga. Potem imamo Girl in Pieces, to sem tudi že jo kazala verjetno lani. Se ne spomnim več, kaj se dogaja v njej, zaradi tega, ker je res ful debela pa ful zakomplicirana. Mislim, tek, ne da je zakomplicirana, sam je a lot. Tole je Wonka, Čarli in Dvanočkova, ne vem, pač otroška knjiga je basically, tako da ne bi mogla prebrati, ne vem. Ampak ne more biti boljš kot original, sorry. Tule imam 9. november od Colleen Hoover, tudi sem jo prebrala. Dobra je, sam malo je tek, a lahko vidva pač še kak drug dan komunicirala ta, ne samo na 9. november, tako je malo frustrating. Pa verjetno ena najboljših knjig od Colleen Hoover, Resnica o Verity, tudi sem jo prebrala, amazing knjiga je. Zdaj, če je Colleen Hoover kao cancelled, ta knjiga vseeno preberite, it's so good. Potem imamo nekaj, kar sem verjetno nekje dobila spet, je Vampirska akademija od Richelle Mead, nisem jo prebrala. Potem je seveda Colleen Hoover, Konča se z nama. Psihologija denarja, ker moj najljubši karakter iz Mickey Miške je Scrooge McDuck. In denar je moja najljubša stvar na svetu. Mačken se hecam, mačken je pa res. Tule je še ena Colleen Hoover, Slammed, tole sem kupila v Londonu. Mislim, da je še par delov, ampak jaz sem samo to prebrala, ker it wasn't that good. Mislim, navadna Colleen Hoover knjiga, whatever. Potem je tole Jorge Bucay, Mit o sreči, ki sem jo dejansko dobila na enem eventu, kjer smo njega tudi bolj spoznali. Potem je še Hygge, Umetnost dobrega življenja po dansko. To so spet te knjige, ki so tak, ne vem, daš jo nekomu za darilo, pa točno veš, da je nikoli ne bo prebral. In pa Someone Who Will Love You in All Your Damaged Glory. Kratke zgodbe so, kako res vem, o različnih stvareh. Tako da vam zares ne moram povedati, o čem je, taka malo bolj eksperimentalna knjiga, tako da včasih je fajn tudi kaj takega prebrati. Še zadnja na tej policiji je pa Goodbye Things, o kateri sem verjetno že enkrat govorila v mojem kanalu. Po moje takrat, ko sem delala video o pospravljanju. Potem pa gremo naprej na drugo polico, zdaj vam tele knjige dala nazaj.
Ok, nadaljujemo. Tole je King of Wrath, ki sem jo kupila zadnjič kar tako malo on a whim. Zdelo se mi je zanimivo. Riverdale, ne vem, zdelo se mi je cute za moj collection, ker sem pogledala Riverdale in mi je bilo zanimivo, ampak ne vse sezone. Potem je tule Zlata leta gospodične Jean Brody. Tudi ne vem, zakaj sem jo kupila, ampak jo imam. In tole, ki mi je kupila mami dejansko, tole je Alchemized. Story za tem, zakaj imam tole knjigo in zakaj si jo ful želim prebrati, je zaradi tega, ker sem jaz, ko sem mlajša, sem ful pisala fanfiction. Insanely a lot, še zdaj jih iskreno. Sandy New napisala tole kot fanfiction od Harryja Potterja in je potem dejansko pač izdala knjigo. Ne vem, meni je to life goals, a zastopiš. I really wanna do that someday, sam sem tekala, folk me bo fucking judgeal. Tik sem self-conscious glede mojega pisanja. Potem imamo The Serpent and the Wings of Night, to mi je Simona priporočala. To v bistvu sem dejansko takrat kupila, ko sem šla z njo v knjigarno. Jo moram prebrati, definitivno. Tukaj si moram dati na stran, si moram tiste knjige dati, ki so v prioriteti. Sedna je Six Crimson Cranes, ki je sam full lepa knjiga. Potem so tukaj moje The Cruel Prince Collection, ki je tudi nisem prebrala, ker je pa prišla v slovenščini ven in sem bila tek, fuck, če me judgete, vam nič ne zamerim, lahko me še bolj judgete. Tole je Inside Apple's Design Process During the Golden Age of Steve Jobs. Sem jo prebrala dejansko in je zelo zanimiva, tek o različnih skrivnostih, kako je potekalo razvijanje stvari pri Appleu. Tole je Vnemime od serije Raztrešči me, ki so dejansko ful dobre knjige, dve sem že prebrala, ta je naslednja, ampak čakam, da bo četrta prišla v slovenščini, zato takrat to preberem in pol si lahko četrto kupim. In pol lahko četrto preberem še takrat, ko bo peta že zun, zaradi tega, da pol ne rabi, ne vem, pač jaz moram imeti zmer to knjigo, moram imeti eno knjigo v seriji za rezervo, če še niso vse zuni. Mislim, se vem, da so v angleščini že zuni, ampak jaz jih berem v slovenščini in bi jih rada do konca prebrala v slovenščini. Še en James Bond, ki ni šel na to polico, ker je preniska, je Moonraker iz te kolekcije. Ni mi čist jasno, zakaj je samo ta v taki obliki in zakaj niso dejansko bile vse. Ampak okej. Tele 3 knjige sem pa kupila z mojimi boni v mladinski knjigi, takrat, ko so bili med korono boni. Peter Pan, Alica v čudežni deželi in pa Čarovnik iz Oza. Potem je tole Princess and the Scoundrel, ki je zgodba o Leji pa o Hanu, tako da o mojih starših. Tole je Don Quixote, spet ena klasika, tako da tehnično lahko dam na tole polico. In pa še ena stara knjiga, to je po moje najbolj vredna knjiga, ki jo imam jaz v svoji kolekciji, in to je Star Wars oziroma Vojna zvezd v slovenščini iz leta 1977, verjetno v vsakem videu to povem. Crazy. Also, ta knjiga je razlog, zakaj se moja mama pa fotor še dan skregata. Tak, če smo na kakmu kosilu, pa da me je malo dolg cajt, jaz samo vprašam, a se videla še spomnite, kako smo dobili mi tole knjigo, ker vsak ima drugo teorijo, kako smo mi dobili to knjigo. In še danes ne vem, kako smo jo dobili, ampak jo imamo. Naslednja knjiga je Rhett and Link, Book of Mythicality, to ste definitivno že kdaj videli. I love Rhett and Link in ja vem, da je Jan Rhettu podoben, ok? I'm a Link girl. Potem sta tukaj 2 knjige o Lokiju, tole mi je Eva enkrat poslala. Where Mischief Lies, tole je pa What if Loki was worthy. Oh my god, my Marvel days. Oh my god. Tak mi je žal, ampak točno vem, da nikoli več me ne bo Marvel tak primil, kakor me je takrat. Še Ian Flemingov. Tole je Thrilling Cities od Iana Fleminga in pa The Spy Who Loved Me, tako da v bistvu to Vohun, ki me je ljubil v angleščini. Oziroma pač uno je ta knjiga v slovenščini. Tole je Star Wars The Force Awakens, imam Star Wars The Last Jedi. Tale knjiga je bila zadnjič darila za moj rojstni dan od Matica. Tole je Mumin in so stripi o Muminu, ker so, oh my god, Mumini so tako fucking cute. I love them so much. Tole so knjige Otok nenavadnih otrok, imamo vse 3, se pravi od Ransoma Riggsa, Otok nenavadnih otrok, Knjižnica duš in pa Votlo mesto. Samo prvo sem prebrala zaenkrat, moram pa še druge 2, ker definitivno I loved it. Te knjige so amazing, zaradi tega, ker niso samo knjige, pač ni samo besedilo noter, ampak so noter tudi slike. In te slike so tek mal dark in mysterious in fucking I love it. Tole je Formula 1 fanfiction.
drugo knjigo, to Drive Me Crazy, ki je tukaj zadaj, pa jo imam dejansko pri mami, sem prebrala, tele nisem, ker pač na eni točki te fanfictioni vsi ratajo isti. Teda. Potem je tule Wednesday, potem pa še I Hate Myselfie od Shana Dawsona, oh my god. Zelo sem opazila, nimam prsta na gor, to je zaradi tega, ker sem si prele umivala frizz. Se opravičujem, da ga skos nosim, včasih se mi zgodi, da ga ne. Sploh če kaj pucam cel dan in pol pač ga dam dol in pol ga pozabim. V glavnem, to je knjiga od Shana Dawsona, ki je honestly shit. Potem je tukaj Bitje slov je, pač ker je, ne vem. Moonwalk, Michael Jackson biografija. Če ste fan Michael Jacksona, tole knjigo definitivno priporočam, ker so še slike noter. Ta knjiga je dejansko od moje mami, Gret in greh. Moram jo prebrati, ker mi jo mami čisto vsakič omenja, ampak se še nisem k njej spravila, tako da za 2026 tole bo definitivno. 1984, George Orwell. To knjigo bi dala vsem ljudem na svetu za prebrati. Balada o pticah, pevkah in kačah. To je nadaljevanje od... ne nadaljevanje, v bistvu je prequel Hunger Games. Tudi film je zdaj prišel ven, ne zdaj, lani. Agatha Christie, Skrivnost 3/4. 50 Shades of Grey. Mad Love, ki je nek origin story od Harley Quinn. A Witch's Guide to Fake Dating a Demon. To je pa spet tak mal book talk, ampak not really, ampak tak malo bolj cheap knjiga. Gothicana, vredo, ne spomnim se, o čem je. Oh my god, s tem moškim. 4. del ta moški, ker to je bila takoj za 50 Shades of Grey, ki sem jo jaz prebrala and I loved it bolj kot 50 Shades of Grey. Nisem jo prebrala oziroma sem jo samo zaradi tega, ker me pač toliko spominja na, skar se ne gleda na otroštvo, that would be a bit weird. Pač na najstniška leta. Tole je Senca in kost. No idea, to sem mislim dobila za darilo enkrat. Red, White and Royal Blue. Probably love this book. I would probably eat it up, ampak je še nisem. 50 Shades of Grey in je v bistvu njegov del. Ne vem, 50 Shades just doesn't hit it the same anymore. Tako res je tak basic. Vsi, ki mi pravite, da moram nujen prebrati tale Iron Flame, pa kaj je to, Fourth Wing, mami, gledajo me na policiji skos, but they're huge. 2016 bom prebrala Fourth Wing, I promise. Tole je Book Lovers, nisem ziharja, sem jo prebrala, ampak če sem jo prebrala v slovenščini. In pa The Ex-Hex. Tudi je nisem prebrala. Jacqueline Wilson, Punce držijo skupaj. Jaz sem te knjige obožovala, ker sem jih nasko, sem si jih sposojala v knjižnici in oh my god, kolikrat sem jaz to knjigo prebrala, milijonkrat. Po mojem sem jo enkrat dobila za darilo in pač I love these books. Howl's Moving Castle. To sem pa mislim, da v Milano enkrat kupila. Actually, sem zdaj čist pri spodnji polici že. To moje knjige, ki sem zihar že kdaj omenjala, to je moja Disney kolekcija, tako da gremo sam čist hitro mi. Niso dejansko pač Disney, pač zgodbice, ampak so malo Twisted Tales so, tako da so malo spremenjene. Prav, Straight On Till Morning, Conceal, Don't Feel, Unbirthday, Reflection, Once Upon a Dream, As Old as Time, So This Is Love, A Whole New World, What Once Was Mine. Oh, Jesus, tole se bo prevrnilo. Tole je pa A Part of Your World. Te Disneyjeve so res zanimive, ampak toliko so mi dobre, da se jih nikoli ne spravim brati, ker povem, da bojo fertik in bom sam žalostna. Potem pa, dajmo še na hiter zadnjo polico prečekirati. Tole je Hexed v seriji Never After series. Zelo podobna ideja kot te zdaj, ki sem vam kazala, ampak te so spicy. One niso spicy, te so bolj children's books comparing to this, ki so dejansko rolling spicy. Scarred, isto, Never After series. Tale je Ariela oziroma Mala morska deklica, tale je pa Lion King oziroma Levi kralj. Dvor trne in vrtnic v slovenščini. To sem kupila enkrat v Avstriji, tole je The Gatsby Gambit, ker je pač Gatsby. Tisto, ki sem jo začela spet brati, prednje prišla serija ven, pa sem pogledala en del, pa sem natek, fuck this shit, ker ni bilo tako dober. Zdaj smo pa že res skoraj pri koncu. Dolomitske sanje, nimam pojma. To sem dobila nekje za 1 evro, po moje. To so pa tele moje kolekcije. Jaka Racman, ta velike izdaje, ki je pač več stripov noter, da so pač večje, tudi nimam vseh, za kar mi je ful žal, pa 2 imam iste. I'm Glad My Mom Died od Jeanette McCurdy. Zelo žalostna knjiga. Pa imam pa tule še mojo serijo knjig You, ki sem jo prebrala tudi med korono in so kar dobre knjige, dejansko ful boljško serija. Tako da vam priporočam, če vam je serija You bila všeč,
preberite te knjige. 3 so in so amazing. Zdaj smo pa res na zadnji knjigi, ostalo so pa samo še neki notebooki, pa beležkece, pa journali, pa nekaj vse. To je pa Stephen King The Shining v slovenščini. Ne vem, zakaj je to dolgo trajalo, da so jo spravili v slovenščino, ampak so jo and I'm very happy they did. To so v bistvu zdaj vse knjige. To je bil en fucking dolg video. Hvala, da ste zdržali in ga pogledali do konca. Če vam je bil video všeč, mu seveda kakor vedno dajte en like, dol spodaj se subscribite na moj kanal. Malo se mi ne ljubi več govoriti, se moram zaleti čim prej montirati tale video. In napišite dol spodaj, kere od teh knjig ste vi prebrali, kere knjige mi priporočate, da čim prej preberem v letu 2026. In ne vem, ideje za nove videe, ki jih rabim. In to je to za danes. Lepo se imejte in veliko smete, pa se vidimo jutri. Čau!